Dober dan želim. Podkoren je prejšnji konec tedna gostil alpske smučarke, ki so se na Gorenjskem ustavile na prvih dveh tekmah svetovnega pokala v letu 2025. V dveh dneh si je boje ogledalo nekaj več kot 10 000 obiskovalcev. Organizatorji so bili s tem seveda zadovoljni. 60 leti Zlate lisice za nami, sedaj prva izvedba v poimenovana svetovni pokal za ženske v Kranjski Gori. Če bi morali oceniti z eno besedo, krasno. Ko se poklopi naravni pogoji z odlično organizacijsko ekipo, z res izjemnim obiskom, ne nazadnje tudi z rezultati slovenskih tekmovalk, potem je uspeh zagotovljen in to je dobra osnova za vsa naslednja leta, za to tekmovanje. Ne nazadnje pred nekaj tedni smo podpisali pogodbo z Mednarodno smučarsko zvezo, ki nam zagotavlja ta tekmovanja vse do leta 2034, kar pomeni, da bo to tekmovanje ostalo in imelo domicil v Kranjski Gori. Tega se veselimo pa se tudi tega, da bomo lahko nadaljevali s tradicijo, ki se je začela sicer res da v Mariboru, ampak se uspešno nadaljuje v Kranjski Gori. Kakšen spremljevalni program so lahko gledalci videli? Vedno se potrudimo, da to ni le športno tekmovanje, ampak tudi bogat spremljevalno-zabavni program, seveda različni glasbeniki slovenski. Ne nazadnje prav, da predstavimo tudi to, kar imamo Slovenci na tem področju za pokazati. Kot vemo, res da večini slovenski navijači, ampak tudi izdatna podpora s tribun hrvaških, slovaških, avstrijskih in italijanskih navijačev in seveda prav je, da tudi oni vidijo, kaj lahko slovenski glasbeniki pokažejo in trudimo se ne samo tu na prizorišču, temveč tudi v središču Kranjske Gore, kjer smo kar dva večera lahko spremljali vse to, kar smo pripravili in kar daje nek poseben pečat temu dogodku. Zima res je prima, klima, sneg se na obraz milima, ko se kakor kačavcivca zapotim. Kakšni pa so bili odzivi na tekmovanje? Če sklepamo po pohvalah tako tujih tekmovalk, trenerjev, pa ne nazadnje tudi visokih predstavnikov Mednarodne smučarske zveze, potem ni potrebno temu nič kaj dodati. Vsi so pohvalili tako pripravo proge, kot tudi celotno organizacijsko izvedbo. Priprava proge je vzela veliko časa in truda, a se je na koncu še kako obrestovalo. Bilo je v bistvu cel december, ko smo pripravili skupaj z žičancem, da smo uspeli zagotoviti snežno površino, potem tudi z vodo, nekaj smo delali z balkni, nekaj z ročniki, ampak na koncu nam je uspela ena res vrhunska tekma in tukaj moram pohvaliti res vse delavce od prvega do zadnjega, ker vsi so pripomogli k temu, da je to lahko ena od najlepših tekem v svetovnem pokalu in tudi včeraj, ko sem dobil povratno informacijo od trenerjev, so vsi, cel svet je res navdušen nad tem, kar smo pripravili. Koliko ljudi pa sodelovali pri pripravi? Mislim, da je tam več kot 500 ljudi vse pripravljalo skupaj. Letos pa je sodelovala tudi narava, zato so bili pogoji sploh toliko boljši. Seveda je lažje, če imaš primerne temperature, ampak večkrat smo že pokazali tukaj v Kranjski Gori, da praktično v skoraj vseh pogojih uspemo narediti tekme. Včasih pa tudi izgubimo ta svoj boj, kot smo ga lanskega za Vitranc, ampak za tako izkušenimi ljudmi, tako izkušeno ekipo je res veselje delati. Kranjska Gora pa ni samo tekmovanje, gre tudi za spektakel, ki presega športni vidik dogajanja. Zato je bilo poskrbljeno tudi za zabavo, tako v alpski vasici in dvorani Vitranc, kot tudi pod samo strmino v Podkorenu. Ladies and gentlemen, welcome to the show of Svita Filna. What's up, my party people? Are you ready for gin and tonic? Evo Kranjska Gora. Let's go! Gin and tonic s lenom hočem tebe celo druge nočem, hej. A čo píšiš, no povej. Naši mám v lokálu, som bol na vízi, potem na Egret, srdce v krízi, yeah. Oh yeah, ty zmedla si, lebo kebab, zde nemám
Brez podpore Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora, kjer imajo bogate izkušnje z organizacijo tekmovanj, seveda ne bi šlo. Ja, sigurno ASK tukaj kot izvajalec tekmovanja, ker vidite znotraj tekmovalne proge, najprej zahvala vsem fantom, vsem dekletam, ki so pomagali, res dali vse od sebe. Letos je tudi vreme nam šlo na roko, mislim, da smo tudi sodelovanje z žičencami Kranjska Gora nadgradili in tudi do neke mere mi pomagali. Oni temu sledijo. Krasno tekmovanje, tudi v organizaciji Sloskija je treba pohvaliti vse obrobne stvari, ki so bile na novo narejene. Mogoče se bomo tudi za pokal Vitranc kakšno stvar od njih vzeli. Skratka, krasno tekmovanje, krasen vikend in tudi dobri rezultati Slovenk. Tekmo si je ogledala tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan in pohvalila organizatorje. Danes se odvija drugi del prvega, bom rekla, velikega svetovnega tekmovanja v naši občini. Moram reči, da letos nam je bilo vreme zelo naklonjeno, ker je bila že v decembru temperatura primerna, da so začeli lahko izdelovati tehnični sneg. Vse tekmovalke zelo pohvalijo pripravljeno progo, tako da res iskrene čestitke organizatorju. Je pa vzdušje vrhunsko, tako da tudi zelo veliko obiskovalcev in vse super. Mednarodna smučarska zveza FIS je torej ohranila zaupanje v slovenske organizatorje tekmovanja. To kaže tudi dejstvo, da FIS-ov srednjeročni koledar predvideva tako 2 ženski kot 2 moški tekmi vse do sezone 2033-34. V Podkorenu so znova oživeli star običaj preganjanja pehtre babe. Pri projektu sodelujejo Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora, Kulturno-prosvetno društvo Podkoren in Gornjesavski muzej Jesenice. Gospa Natalija Štuler me je poklicala z Gornjesavskega muzeja Jesenice, če bi sodelovali v projektu, ker letos raziskujejo dediščino pehte in smo se z nekaterimi učenci pridružili temu projektu. Pehta je bila bolj zeliščarka, smo pa ugotovili, da je pa v Podkorenu vse do leta 1989 pa bil običaj, torej preganjanje pehtre babe. In ker je letošnja tema festivala Turizmu pomaga lastna glava, tradicija v trendu, smo še za to izkoristili in vse to povezali. Tako da se gremo letos 2 projekta in danes torej obujamo to tradicijo. Ženo šivo liskava, te bom poritna treskava. Ženo šivo liskava, te bom poritna treskava. Ženo šivo liskava, te bom poritna treskava. Sodelujejo učenci od 7. do 9. razreda, danes pa so se nam pridružile še pevke šestošolke. Drugače so pa učenci vključeni v 2 izbirna predmeta, raziskovanje domačega kraja in turistična vzgoja, pa krožek imamo tudi turistično-podjetniški krožek. Planiški delavci, ki v dolini pod Poncami skrbijo, da je konec marca pa tudi celotno zimsko sezono vse tako, kot mora biti, so se pred dnevi odpravili na strokovno ekskurzijo v Bischofshofen, na zadnjo postajo novoletne turneje. Situacija je taka, mi gremo na zadnjo tekmo novoletne turneje, 6. januar 2025, imamo ta privilegij, da bomo tam, 50 nas bo.
Med potjo so najprej za vse udeležence pripravili nagradne igre. Igra bo potekala tako. Mi bomo postavili vprašanje in tisti, ki bo vedel odgovor, bo prišel na mikrofon. Zdravo, jaz sem Jože Nogode, planicam že 4 leta, kot redar. Mislim, da je 73. Dame in gospodje, Jože Nogode je dobitnik prve planinske nagrade! Bravo! Dame in gospodje, Jože Nogode je dobitnik. Draga družba, na kateri tekmi novoletne turneje slovenski skakalci v vsej zgodovini 73 let še niso osvojili zmage? Pozdravljeni bodo tukaj, jaz sodelujem na planici od prostovoljc na svetovnem prvenstvu, to se pravi 2 leti. Odgovor pa bi rekel, da je Oberstdorf. Boris, vaš odgovor je pravilo! Tako mi namignu! Smo v Bischofshofenu, kjer bomo pač spodbujali naše orle, da bo čim dlje skakali. Se mi zdi, da pač nekako rabijo našo podporo med drugim, glede na njihove rezultate. Koliko planičenov se je pa pridružili? Danes nas je vse skupaj 46 in sicer iz različnih služb našega organizacijskega komiteja, od rediteljev, varnostnikov, pisarne, prehrane, podpore obiskovalcem. Tako da v bistvu smo taka lepa pisana družba. Tovrstni obiski pri prijateljih, organizatorjih drugih tekmovanj so še kako dobrodošli. Ekskurzija je pač predvsem namenjena spoznavanju drugih prizorišč, da se tudi naši sodelavci spoznajo oziroma vidijo druga prizorišča, kako so organizirane, na kakšen način, da se spoznajo med sabo, da pač, ker jaz vedno pravim, da je Planica neka taka planiška skupnost, da treba ta planiški duh ohranjati in to je eden izmed načinov, ki pač primore k temu, da pač vsako leto pride več kot 500 ljudi v Planico organizirati naše tekmovanje. Na tekmi se sicer ni šlo po njihovih željah, so pa navijali za vse skakalce. Sieger Jela aus Slowenien! Po samem tekmovanju jih je prišel pozdraviti še trener naših fantov Robert Hrgota. Sledil je še postanek v navijaški coni z okrepčilom, nato pa povratek domov. Ker spremljate prvo letošnjo kroniko tedna, gremo še na silvestrovanje, ki je potekalo v Kranjski Gori. Za dobro vzdušje so poskrbeli Modrijani. Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, še pogled na koledar prireditev. Občani s stalnim prebivališčem v Kranjski Gori morate vsako leto podaljšati abonma za rezidente, tako imenovan abonma A, za brezplačno uporabo parkirnih površin. Veljavnost abonmaja je časovno omejena in velja zgolj 1 leto. Za podaljšanje morate oddati novo vlogo ter znova aktivirati abonma za naslednjih 365 dni. Če imate kakršnakoli vprašanja ali težave pri postopku, pa se obrnite na Turizem Kranjska Gora. Januarja, februarja in marca bodo v alpski vasici v Kranjski Gori vsak konec tedna koncerti različnih glasbenih skupin, DJ-jev in glasbenikov. Vstopnine ni. Odprtje retrospektivne fotografske razstave in muzejski večer z naslovom Nekoč so bili bojevniki bosta v petek 17. januarja ob 18. uri v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.
Testiranje smuči Blizzard za vse generacije bo na smučišču v Kranjski Gori potekalo v soboto in nedeljo 18. in 19. januarja od 9. do 13. ure. Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili v tokratni Kroniki tedna. Želim vam prijeten dan še naprej in nasvidenje.